Indija je taka brezčasna dežela z eno tako brezčasno energijo na stičišču kultur, lingvistične, kulturne raznolikosti. In je verjetno tudi, to bomo danes tudi slišali, pogosto dežela kontrastov, nasprotij. In ti so med sabo včasih tako zelo nasprotni, tako zelo magični, da je ravno v tem ta čar. No, projekt Svet med nami je zdaj že kar nekaj let z nami. Nekaj let z nami po Grčiji, po Japonski, lani Španiji, tokrat Indija. Zakaj? Tudi zato, ker, kar sem že omenila, zaradi njene raznolikosti. In takole večeru pozdrav bom v besedi povabila gostiteljico oziroma direktorico gostiteljice Mestne knjižnice Ljubljana, gospo magistrico Jelko Grazner, prosim. Prav lepo pozdravljeni. Spet je leto naokrog in spet je čas za svet med nami. Dovolite mi nekaj besed na to temo. Najprej pa seveda vsi dobrodošli in želim vam prijeten večer že zdaj. Vabim vas tudi, da se udeležite drugih naših prireditev, ki bodo ta teden, in tako z nami skupaj nekako podoživite to čudežno deželo Indijo. Teden indijske kulture so moji sodelavci pripravili v sodelovanju z Veleposlaništvom Indije, Filozofsko fakulteto in Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani. Dovolite, da še enkrat tudi sama pozdravim naše goste ali pa gostitelje, kakorkoli vzamemo. In sicer v bistvu je tukaj danes naša gostiteljica kar Indija sama. In v njenem imenu vaša ekscelenca, gospod Savarjait Chakravarti. Lepo pozdravljeni, gospod ambasador. Kot je bilo rečeno pravkar, dogodek Svet med nami pripravljamo že nekaj let. Začeli smo precej zadržano leta 2010, ko je bila Ljubljana svetovna prestolnica knjige, in sicer s tednom Afrike. Vse takrat pravzaprav nismo vedeli, ali bomo sploh lahko vsako leto sestavili program in predstavili po eno od svetovnih držav. Zato je namreč treba pridobiti naklonjenost diplomatskih predstavnikov in številne sodelavce. Želimo si, da bi projekt Svet med nami postal eden od zaščitnih znakov Mestne knjižnice Ljubljana, da bi predstavljal odprtost naše knjižnice proti svetu, kot institucije in pa seveda Ljubljane kot glavnega mesta in seveda tudi njenih prebivalcev. V Sloveniji smo ponosni na svojo kulturo, hkrati pa želimo tudi gledati naokrog. Zanima nas, kaj imajo pokazati drugi narodi, in smo pogosto očarani z njihovimi kulturami. Zato tudi veliko potujemo in prinašamo domov informacije, zapise, pripovedi in fotografije iz tujih dežel. Naši potopisi, ki jih imamo po vseh naših knjižnicah, so vedno zelo dobro obiskani. A vsi vendarle ne moremo obiskati vsega sveta, zato naj ta pride med nas. Tokrat bomo torej z občudovanjem in radovednostjo v naših knjižnicah ves teden opazovali Indijo in njeno magično in starodavno kulturo, od literature, zlasti poezije, do glasbe, filma, jezikov in mitologije, pa do pokrajine, zgodovine, sodobne družbe, joge in biološke raznovrstnosti. Tudi otrokom bomo predstavili nekaj indijskih pravljic. Prepričana sem, da boste obiskovalci vzljubili ta posebni svet, ki bo predstavljen ta teden v naših knjižnicah, in bomo tako skupaj prispevali k dobrim odnosom in medsebojnemu spoštovanju med Indijo in Slovenijo. Naš cilj je seveda tudi, da bi spodbudili pri naših bralcih tisto živo radovednost, ki nam pravi, da moramo nujno oditi v knjižnico in si izbrati knjigo indijskega avtorja ali knjigo o Indiji, ali pa bomo nekatere celo opogumili, da bodo to državo morda obiskali. Danes bomo za dober začetek deležni indijske glasbeno-plesne prireditve s tradicionalno glasbo in plesom,
ter si ogledali knjižno razstavo tamle zunaj in pa fotografsko razstavo. Tudi nekaj kulinarike bo na koncu. Za vse skupaj se iskreno zahvaljujem veleposlaništvu Indije v Ljubljani, gospodu veleposlaniku in njegovim sodelavcem. In če se ne motim, bo vsaj katera od tistih knjig, ki jih boste zunaj lahko videli in si jih tudi bolj podrobno gledali po tej prireditvi, morda tudi ostala v tej knjižnici. Dobar večer, namaskar. Madam Director of the City Library, Professor Lakovic, and my colleagues from the Diplomatic Corps, all our friends and dear guests. It's a great honor for my country, India, to have been chosen this year to showcase facets of our culture in this beautiful capital city of Slovenia, Najlepša hvala, Slovenija. I'm here because, as we say in Hindi, my language, hamare dil bhar aaye aaj, because our hearts are filled today with gratitude, with joy, with the emotion of being wanted and loved that we have felt in this wonderful country of yours, with whom and with the people of which India has been friends for millennia, I would say. And I would like to thank the municipality, particularly Honorable Mayor Mr. Jankovic, who was in fact the first official I met in Slovenia after I arrived, because my first official engagement was to participate in the BRICS photo exhibition that was held in the atrium of his office on the 26th of September last year. So it's a wonderful coincidence that just a year after I arrived, the City Library came forward with this proposal to have this India Week, where Professor Lakovic and all his colleagues have worked very hard for many months to bring to you this complete cycle, the complete picture of Indian culture, from music to books, to lectures, to paintings, and everything that makes us who we are. I'm also very grateful to all the people from India who live in Slovenia and all the friends of India and Slovenia who have given generously of their time and expertise and knowledge to participate in this event and to raise the awareness and understanding in Ljubljana and possibly on a larger scale in Slovenia of my country, where we come from, what makes us and what our aspirations for the future are. So, once again, I hope you will enjoy this cycle of events, and I hope it will make you wish to travel to my country more often, and even for the first time if you haven't visited us yet, and bring our two peoples ever closer together. Thank you very much. Indijska kulturna dediščina je ena redkih, ki se lahko pohvali z neprekinjeno tradicijo in razvojem vseh 3000 let. Eno od osrednjih mest v njej zavzema indijska klasična glasba, v kateri se odraža paleta različnih kulturnih in pa drugih vplivov. In s koncertom klasične kompozicijske indijske rage, ki sledi, se bomo dotaknili te brezčasne tradicije. Bolj natančno o tem pa nam bo povedal glasbenik Damir Višič,
ki bo koncert izvedel skupaj z Vasjo Štukljem. V zadnjem delu tega koncerta pa se ima bo s klasičnim indijskim plesom Kathak pridružila tudi plesalka Nataša Kočer. Moji desni je Vasja Štukelj, nocoj stav table. Moje ime je Damir Višič, jaz vam predstavil Sarod. Skupaj bova odigrala en del klasične kompozicije. Idriva. Hvala. Čisto na kratko vam povedal, to je kompozicija, ki se izvaja v nočnem času, torej v tradiciji klasične indijske glasbe poznamo več časovnih zaporedij, kdaj se določene kompozicije izvajajo. Tako je ta kompozicija nočna kompozicija. V 10-dobnem ritmu, torej džap-talo in potem 16-dobnem ritmu ni-tal. Kar je mogoče najbolj zanimivo, igral na Sarod in večina indijskih glasbil je podvržena, kar najbolj približa temu, v bistvu podvržena vokalu. Torej, to, kar lahko vokal naredi, se da z temi inštrumenti tudi narediti. In to je tudi nekako ta poanta indijske glasbe, da gre preko prenos, je vedno preko vokala na inštrument. Torej, kompozicija Opali v 10 in 16-dobnem ritmu. Hvala.
odkar je urednik fotografije pri National Geographicu Slovenija, predavatelj na Fakulteti za družbene vede, prejemnik domačih in tujih nagrad za fotografijo, avtor številnih razstav po vsem svetu, publicist, filmski ustvarjalec, potapljač, jamar, lahko bi nadaljevala, Arne Hodalič, to se pravi 25 let, odkar je bil prvič v Indiji in danes je z nami, Arne, prosim. 25 let, prej sva se pogovarjala, kolikokrat si videl zdaj v Indiji? Okrog 10-krat se ni to toliko. V 25 letih nekaj je, glede na to, da si bil vmes pa še tam, pa še tam, pa še tam, pa tam drugje. Arne, tokrat ponovno odpiramo tvojo razstavo, ponovno, malce drugačno, o Indiji, fotografsko razstavo, pa me zanima, po kakšnem ključu si tokrat izbiral fotografije. To je del tiste večje razstave, ki je bila v 25 letnici, ne? No, seveda so tukaj prostorske zahteve in pa pač skozi čas večkrat, ko vidiš kakšne fotografije, pa se ti usedejo v srce in potem rečeš, ta je pa ta prava za se. Nič pa drugače, to je zelo intuitivno. Ogromno fotografij si prinesel že iz Indije. Spremljal si Indijo v teh četrt stoletja, kako se je spreminjala, ampak zakaj, v čem je Indija zate kot za fotografa posebna? V čem je, enkrat si mi rekel, da te vsakič znova vzame, ne, ko greš tja, da vsakič znova je na nek način nova. Zakaj? Mislim, tukaj je več stvari, a ne. Zagotovo je to, da je Indija mene sploh naredila fotografa, ne. Brez Indije zagotovo bi delal nek drugačen poklic in zagotovo ne tako lep, kot je poklic, ki ga upravljam zdaj, se pravi poklic fotografa. Namreč tam sem naredil svoje prve fotografije, ki so bile očitno dovolj dobre, da so prepričale urednike nekih tujih časopisov, da so rekli, wow, to je to, gremo naprej. In tako sem pravzaprav začel. Tako da se imam za zahvaliti za ta res zadnjih 25 fantastičnih let mojega poklica prav v Indiji. Že to je ena velika hvaležnost. Drugače pa ja, seveda Indija je nekaj res tako fantastično posebnega, predvsem v svoji za začetek svetlobi. Jaz mislim, take svetlobe ni. Zdaj ne vem, zakaj je taka, ampak take ni nikjer drugje. In pa še ena stvar, ki me v Indiji vedno znova preseneti, je to, da se postaviš v čisto drugačno pozicijo kot fotograf. Kot fotograf ponavadi nekako loviš kadre, loviš zgodbe, loviš slike pred sabo, v Indiji pa ravno obratno, da se postaviš v kot in vse pride do tebe. Kar si zaželiš, pride. Stvar samo časa, je to 5 minut, je to 1 ura, je to 2 dni, ampak bo zagotovo prišlo. Možeš reči, da greš kot fotograf malce počivati v Indijo. Hecam se seveda. Arne, vem, da te je tudi kot človeka Indijo marsičim spremenila, ne? Tam si videl najlepše, pa tudi ne tiste najlepše, tudi tisto drugo stran resničnosti. Kako te je kot človeka spreminjala skozi teh 25 let? Nekaj si že omenil, ne? Pravzaprav te je naredila fotografa, ampak še tista druga stran. No, zagotovo sem se naučil ne soditi, a ne. Indije ne moreš soditi. Smo premajhni, preveč nepomembni, da bi rekli, zdaj bom neke sodbe imel o tem ali o čem drugem. Tam se moraš prepustiti, ne samo tam, tudi verjetno kje drugje. In jaz mislim, da sem se to naučil, da ne dajem nekih sodb, opazujem, vidim, se pustim zaznamovati na nek način, nočem pa ne komentirati, ne biti pameten in ne podajati nekih resnic, kakršnih koli. Še najmanj pa recimo nekega ašramskega turizma, recimo to mi še najbolj. No, ampak marsičesa drugega tudi ne, ničesar. Se prepustiš, vidiš in rečeš, to je to. Svet se zelo hitro spreminja, ne? V zadnjih 25 letih se je pravzaprav spremenilo ogromno, tudi v tehnološkem smislu. To velja tudi za Indijo. Kako se je spreminjala, oziroma se še spreminja? Menda greš prav zdaj, januarja, ponovno tja, 11. Ampak kakšne spremembe, tiste res spremembe si ti opazil? So ljudje kaj drugačni? Zdaj, težko je reči, veliko sprememb pa ne bi hotel soditi, kot sem že prej rekel, ampak zagotovo so vse stvari, ki so popolnoma ne spremenile, ki so, bomo rekel, identične. Ko greš po Varanasi, po Gatih, je danes pred 25 leti in verjamem, da čez 25 let bo točno tako, kot je danes.
Tako da nekatere stvari so večne in to me tudi zmeraj znova očara, ta večnost nekih stvari. Zagotovo pa je, da je v teh 15 letih Indija ogromno napredovala v ekonomskem smislu. Jaz se spomnim, ko smo bili te prvi turisti, nismo bili prvi, pred 25 leti, ko smo bili turisti, recimo si pogledal, je bilo okrog nekih takih znanih vedut indijskih, je bilo recimo, ne vem, bom rekel 99 belcev, nekih zahodnjakov, pa en indijski turist recimo. Danes je skoraj lahko rečemo obratno, mogoče ne do te mere, ampak kar pomeni na ogromen vzpon, ekonomski vzpon srednjega razreda, ker Indijci so enormno potujejo, to se pravi, to je že meni en velik odraz nekaj boljšega življenja. Po drugi strani, to pa seveda ni stvar Indije, ampak je stvar celotnega sveta, so stvari, ki niso več take, kot so bile. Kar nekaj stvari je zaprtih. To mene zmeraj znova preseneti, zmot, seveda ne, jantar mantar, včasih smo se lahko sprehajali, se dotikali kamno, danes ne več. Lahko si še na drugo stran. Seveda nima to veliko veze za Indijo kot Indijo, ampak gre na neko globalno situacijo, ko se vsi bojimo lastne sence in seveda potem čakamo samo na to, kje nas bo napadli, in to se odraža tudi tam. In to so pa stvari, recimo, ki me, bom rekel, malo motijo, ampak, kot sem rekel, ne bom solo v njih. Zdaj, preden končava pogovor, pot, ki te zdaj vodi v Indijo, te vodi zakaj, oziroma kaj te vodi tja? No, to je zelo tako prozaično. Jaz sem začel v zadnjih letih pomagati nekakva izobraževanja za fotografe. Tako da peljem eno skupino, jaz sem zraven kot nekako svetovalec za fotografijo in to se mi dostikrat zgodi, potem vedno ostanem še za svojo dušo, jasno. Jaz mislim, da bom šel za 10 dni v Varanasi in bom gledal Ganges. Mislim, da bo to. Arne, hvala, ti želimo teh 10 dni miru posebnega. Hvala lepa. Arneva razstava. Arneva razstava bo na ogled do konca decembra. Za vse tiste, ki jih danes ni tukaj, pa veste, da jih zanima, povejte jim. Vi imate pa seveda danes to priložnost, da uživate tudi v tej razstavi. Zdaj pa prihaja trenutek, ki bo malce drugačen. Šlo bo za plesni dialog med indijskim in pa flamenko, španskim plesom. Zakaj prihaja do takega dialoga? Bom pa prosila plesalko Natašo Kočar, da pride k meni in bo pravzaprav razložila, zakaj ste danes s plesalko Mihaelo izbrali tak način, odkot pravzaprav ideja, da se v ta večer vplete tudi flamenko. Nataša, prosim. Ja, hvala. Mogoče najprej nekaj v izvoru Kataka. Katak je eden izmed 7 klasičnih indijskih plesov. Prihaja iz severne Indije in danes boste slišali tukaj hindustani glasbo, se pravi severnoindijsko glasbo. Vasja in Damir bosta igrala glasbo v 6/4 ritmu imenovanem Tintal. In Katak se pleše na vokalizirane zloge, recimo ta, tej, tej, tat, a, tej, tej, ta, tej, ta, tej. Te vrste zloge bo recitiral Vasja. Jaz bom na te zloge plesala. Zdaj pa kako je povezan Katak s flamenkom? Zelo pravzaprav, namreč v 5. stoletju našega štetja so cigani zapustili Indijo in preko Perzije potovali proti en del čez Arabski polotok proti Severni Afriki, drugi del pa čez Turčijo v Evropo, vse do Španije. In so seveda s seboj prinesli kulturo, ki so jo nosili s seboj. Zato ima flamenko, ki so ga prav tako cigani začeli v Španiji, določene podobnosti Kataku, ravno zaradi tega, zaradi skupnih korenin, in to sva želeli z Mihaelo prikazati, kajti danes imamo mi indijski večer v Evropi, zato smo želeli prikazati del te evropskosti Indije. Hvala, Nataša. In to je en tak svojevrstna pravzaprav posebnost, ker tega v Sloveniji še do zdaj ni bilo, ne, predstavljeno na tak način. Ne še, tako da prvič premierno. Hvala lepa, Nataša.
Monika, Vasja in Damir, plesalki pa Nataša Kočar in Mihaela Vabra-Kucler.
Take